Gospa Vonta, dober večer. Dober večer. No, naj dodam še, da smo na soočenje povabili tudi predstavnika stranke SDS, a nam predstavnika niso zagotovili, so nam pa poslali naslednje pojasnilo. V Slovenski demokratski stranki v tej komisiji ne sodelujemo, prav tako se poročilo, kot beremo v medijih, ne nanaša na poslovanje Slovenske demokratske stranke. Zato ne vidimo razloga za soočenje predstavnika Slovenske demokratske stranke z gospo Vonta. Je pa zelo povedno, da se želi gospa Vonta soočiti z nami, ne pa tudi s tistimi, ki jih po poročilu omenja direktno. Razlog, ki ga navaja, češ da se ne sme, je namreč popolnoma brezpredmeten, saj gospa Vonta ni sodnica ali tožilka, ampak še vedno zgolj in samo poslanka, ki vodi preiskovalno komisijo, ki jo je njena predhodnica Mojca Šetinc Pašek sama predstavila kot komisijo ustanovljeno za diskreditacijo Slovenske demokratske stranke. Če gremo po vrsti, očitajo vam torej, da ste s preiskovalno komisijo presegli svoja pooblastila, ker ste pregledovali prejemke zasebnikov. No, lahko torej poveste, kaj pravi odredba sodišča, kaj točno vam dovoljuje? Odredba sodišča, ki je vezana na našo zahtevo po sodnem zasegu dokumentacije, ki se nanaša sicer na stranko Nova Slovenija in njihov, da rečem, hišni inštitut IEK in ki je ne moremo dobiti, zato smo zahtevali to od sodišča oziroma smo vložili sodni zaseg in dobili odločbo, da v bistvu odredbo, da moramo to dokumentacijo prejeti. Torej, sodišče je odločilo, da je javni interes v tem primeru nad ustavno varovanim oziroma da ne posega v ustavno varovane pravice zasebnikov in tudi njihovo finančno stanje. Skratka, sodišče je odločilo in pač vse te obtožbe, ki jih poslušam že včeraj, se mi zdijo zelo povedne. Kako pa odgovarjate gospodu Tomašiču, ki pravi, da lažete torej o njegovih mesečnih prejemkih oziroma letnih, da nimate pojma o poslovanju in pa da je vaš edini namen diskreditacija Janeza Janše pred parlamentarnimi volitvami? Se veste, tista trojica, spravi, če nekdo nekaj sporoči, kar ti ni všeč ali pa nekaj, kar ni lepo, potem najprej skušaš tistega, ki je to ugotovil in sporočil, diskreditirati. In če kdo to zna, potem zna to ta propagandni stroj, ki ga tudi naša preiskovalna komisija preiskuje, torej financiranje, in tukaj ne govorimo o financiranju zasebnega kapitala ali pa ne vem, da gre za medije, tako imenovane medije, je zelo težko temu rečem medij kot taka, ne? Ampak gre dejansko za strankarsko mašinerijo, ki potepta in uniči vse, kar vidi, ob tem pa zato uporablja naš denar. Torej državni denar, torej denar iz podjetja, ki je v državni lasti. Tako da vse te besede, hude besede, ki jih slišim, pač jemljem v točno isti maniri, kot so izrečene. Del poročila, ki smo ga razkrili, izpostavlja 3 posameznike, in sicer so v njem torej Žan Janša, Jože Biščak in pa Boris Tomašič, ki naj bi se jim v kratkem obdobju bistveno povečali prejemki v času pretekle vlade Janeza Janše. Kako naj bi bil po vaše sklenjen krog stranko SDS? Kaj po vašem mnenju utemeljuje sum domnevno nezakonitega financiranja stranke SDS? Jaz moram sicer reči, da sem resnično v zelo neprijetni situaciji. Namreč to vmesno poročilo, tretje vmesno poročilo, razmeroma kratko poročilo z razlogom, zato ker pač zaradi sodne odredbe enega dela še nismo mogli vključiti, dokler se ne izteče rok. Mislim, da se rok izteče jutri. In v bistvu lahko rečem, da smo pač ugotovili, da se je z državnim denarjem, z denarjem iz Telekoma preko škodljive pogodbe, o čemer po javno dostopnih podatkih, je tudi, v bistvu je to predmet predkazenskega postopka, da se je dejansko naredila škoda vsem nam. In še enkrat, kako zdaj to gre? Zdaj, če gledamo zgodovinsko,
Že tam od prve vlade Janeza Janše je bilo veliko govora o tem, kako pomembni so mediji. In takrat je dejansko prišlo do enega prvih napadov besednih, verbalnih na novinarje in na medije kot take obstoječe. Se pravi, Janez Janša oziroma SDS se zelo dobro zaveda, kako pomembni so mediji, kako pomembna je ta propaganda, ki jo širijo. In seveda je v bistvu šel že nekajkrat po tej poti, ampak zelo različno. Moram reči, da v tej preiskavi, ki smo jo zdaj delali, smo pač sledili temu odtoku denarja iz državnih podjetij in mu sledili temu toku. In ta tok je šel skozi različna podjetja, tako imenovana podjetja, povezane osebe, na koncu do končnega porabnika. Ampak kot rečeno, jaz o podrobnostih tega, dokler ni sprejeto, resnično ne morem govoriti. Že tako ali tako sem v bistvu predmet, da rečem, mnogih obtožb, krivičnih obtožb, ker naša komisija dela zakonito in v skladu s poslovnikom, saj vendar nismo nori. In eden od očitkov je, da preiskujete 100 000 evrov za zasebnega podjetnika v letu in pol plačanih iz zasebnih podjetij, medtem pa, da je vaš soprog denimo potegnil milijone od države in sicer s podjetjem Okulistika Meh. Kako odgovarjate na te očitke? Če smem, od prvega dne, ko sem prevzela to komisijo, sem bila deležna številnih groženj, pisem doma in v državni zbor, groženj tudi smrtjo, zaradi tega sem imela tudi varovanje. En sodni postopek v zvezi s tem je že pri koncu. Jaz vse razumem. Razumem politični boj, razumem, da smo pač v politiki, imamo debelo kožo in jaz s tem nimam nobenih težav. Ampak je pa ena točka, ki pa mislim, da je ne bi smeli preseči, in to je ta, da se spravljaš dejansko in groziš in pritiskaš na družino. Ja, bom povedala, moj mož je zdravnik koncesionar, ni dvoživka. Koncesionar je od leta 2005. Koncesijo mu je podelila vlada Janeza Janše. Od takrat je opravil 130 000 okulističnih pregledov in 12 000 operacij sive mrene v malem kraju, ki ima 4600 prebivalcev in kamor lahko pridejo ljudje na operacijo, da jim ni treba daleč. In to, kar si dovolijo, tukaj bom pa jaz potegnila črto in tukaj bom pa jaz nastopila, če bo potrebno, s vsemi pravnimi sredstvi, ker to je pa malo preveč. Kar pa zadeva Žana Janše in njegovih 130, noben problem ni. Če IT podjetje v 2 letih zasluži 130 000 evrov, zakaj bi to bil problem? Ampak treba je pogledati vendarle kontekst tega in predvsem gre za denar, ki je naš. Gre za državni denar med leti 2020 in 2022, takrat, ko so številna podjetja bila zaprta, in to prevečkrat pozabimo, številna podjetja so bila zaprta, nihče ni smel delati, nekateri so pa mastno služili na račun države. Zato, ker jim je že od nekdaj dovoljeno vse in se jih nihče ne upa niti dotakniti. In temu je treba narediti konec. Pa samo še to, gospod Tomašič je na spletu zapisal, da se ne upate soočiti z njim, hkrati smo pa uvodoma prebrali pojasnilo Slovenske demokratske stranke, zakaj niso poslali predstavnika, torej da se poročilo ne nanaša na njihovo poslovanje. Kaj od tega drži, s kom se lahko soočite, s kom ne? Jaz se lahko soočim z vsakomur, potem, ko bo zadeva zrela za to soočenje. Zelo težko. Veste, to je zelo podobno, seveda, jaz nisem sodnik, čeprav po drugi strani so zahtevali menjavo, mojo menjavo na čelu komisije in me primerjali s sodnikom Evropskega sodišča za človekove pravice. Torej, da sem jaz enako kot sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Zdaj pa kar naenkrat nisem sodnik in bi se lahko kar srečevala z vsem. Noben problem, ko bo čas za to, se lahko in me ni strah dobiti in se soočiti s komarkoli. Tako da zdaj pa zagotovo ni čas za to in jaz se spričam še, dokler so postopki odprti in dokler poročilo ni sprejeto, mestno, kaj šele končno, resnično ne bom srečevala. Poleg tega pa oprostite, vsi imamo ene svoje meje in tole, kar poslušam zadnje 2 dni, se mi zdi pa res malček preveč. Najlepša hvala, da ste bili na svojem. Hvala vam.